Lepo pozdravljeni, vojaški obvezniki letnika 2004, starši, Slovenska vojska, zaposleni v Parku vojaške zgodovine, v imenu kolektiva Uprave za obrambo Postojna se vam najlepše zahvaljujem za vašo udeležbo. Vaš dan bo pač danes malo drugačen, kakor so drugi dnevi, ker postajate 18 let stari in enkrat na leto se zberemo v taki obliki, kakor ste danes, da vas seznanimo z vojaško dolžnostjo. Sama seznanitev bo potekala v dvorani komande. Uvodni del bomo pa naredili tukaj, ker smo se žal morali prilagoditi vremenu. K nagovoru kličem direktorja Boštjančiča, da vas nagovori v svojem imenu in se mu iz srca zahvaljujem, da nas gostijo v čudovitem Parku vojaške zgodovine. Hvala. Lepo pozdravljeni v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine in v mojem osebnem imenu. Najprej velja pozdrav nabornikom, fantom letnika, ki dopolnjuje 18 let in postajajo vojaški obvezniki, njihovim spremljevalkam, staršem, vsem drugim, ki ste prišli in jih tudi podpirali pri tej pripravi vozov, pri tej pripravi na to današnji dogodek. Lep pozdrav ekipi Uprave za obrambo Postojna. Res jim gre velika zahvala za organizacijo tega dogodka. Namreč obstajala je velika nevarnost, da se ta tradicija priprave, vestiranja zgubi. Bila je že kar dobro upeljana, pa je zaradi korone 2 leti ni bilo in vem, da bi bilo enostavneje preprosto reči, je ni več, to se znanito opraviti po neki formalistični poti, ampak pri mej duši bi bilo škoda, da bi se ta lepa tradicija dokončno zgubila. Pozdrav županu, predstavnikom občine in vsem drugim. Ohranjanje nacionalne vojaške tradicije je eno osnovnih poslanstv Parka vojaške zgodovine, zato nam še zdaleč ni v breme, ampak v veliko čast, v ponos, da gostimo tak dogodek in upamo, da se bo tudi v prihodnjih letih, da bodo tudi naslednje generacije pripravljene vložiti nekaj napor v to tradicionalno vestiranje. Teda hvala lepa vsem še enkrat in vam želim lep dan in dobro počutje tukaj v Parku vojaške zgodovine. Poleg Parka vojaške zgodovine vas gosti, sploh pa fante, ki ste bili tako pripravljeni, da ste izdelali naborne vozove, vas gosti tudi občina Postojna. Zato k nagovoru vabim župana Skrbelja. Pardon. Pa rečemo to mim grede, pevka. Lep dober dan. Letnik 2004, ne? Ja. Veste, zakaj je nabor pomemben? Zaradi tega, ker fantje takrat, vsaj včasih je veljalo, ko so fantje prišli v nabor, pa šli v vojsko, so postali možje. To je pomembno. Dobro, nabor ima še druge zgodbe, da povejo, kaj vas čaka, kakšne so obveznosti in tako naprej. To verjamem, da boste dali danes skozi. Ampak v bistvu res pravzaprav je, da na nek način ta nacionalna zavest pripelje do tega, da mladina, tako kot se vas jemlje, veseli in razpoloženi, da enostavno mičkano preklopi tudi na to državljansko dolžnost, pa verjamem, da vam bodo okrog tega danes marsikaj povedali, zato jaz na to temo ne bi pretirano razlagal. Vem, da imate polne vozove municije. Fejst je, da ste se pripravljali, tako, da vas ne bo dež preveč motil. Znam, da danes bo še kaj, čeprav zdaj kar lepo.
Tako da jaz vam želim danes tak prijeten dan, da si ga zapomnite. Drugač pa hvala lepa vsem, ki ste zraven pri temi nabori, pri testirangi, da ta tradicija se drži in da bo šla naprej. Malo nas je bilo res strah, da letos ne bo kakšnega pretiranega zanimanja, zaradi tega ta korona vendarle je nekaj presekala, ne? Ampak jaz sem res vesel, da so pa letos 4 vozovi gor pred komando in vam želim, da res dobro se poveseliste na današnji dan. Bodite pesti. Alora, jaz imam še eno za reči. Mislim, da zdaj jaz ne vem, kakšna motivacija je bila, ampak morda pa nekaj tudi, ne. Vsaka ekipa, ki pripravi voz, je že tradicionalno, da dobi en pršut. Pa to ne zdaj za šenk, ampak zdaj zraven vse tiste radenske in Coca-Cole, ki je noter v vozovih, ne, da je še nekaj za pozobati. Zdaj, kruh si boste sami zrektali, evo. Pa prosim vsakega predstavnika ekipe, da pride prevzeti pršutek, evo. Daniel, daj pridi. Voz številka 2. Hvala lepa, župan, za spodbudne besede. Sami dobro veste, ki ste domačini, da ima občina Pivka pa tudi svojo vojašnico malo nižje od te hale. Zdaj na govoru pozdravljam še poveljnika Pivške vojašnice, majorja Drbežana. Lep pozdrav. Evo, mi smo enota Slovenske vojske, ki smo nastanjeni v Pivki, v bistvu edina največja zadnja oklepna enota v Slovenski vojski. Če se bo kakšen od vas odločil za vojaški poklic, imate te priliko služiti v bližini doma. In če hočete videti, kako to izgleda, zraven vseh teh strojev, ki boste danes videli, imamo jutri dan odprtih vrat, kar bo pokazal vse stroje, ki jih imamo mi. Zraven je vožnja s tankom, verjetno v najslabših terenskih pogojih, tako da je to tuž zraven, tako da ste vabljeni še jutri, če boste zmogli to. Okay. Hvala. S programom bomo počasi nadaljevali. Prosili bomo, da se nam predstavijo naši lepi pevci, ki vam bojo še 2 pesmi lepo zapeli. Kasneje, ko oni končajo, se pa preselimo vojaški obvezniki, ki ste bili vabljeni, plus dekleta, ste vabljena zraven, v prvo nadstropje komande. Hvala. Slovenci smo fantje od Soče doma, slovenskega duha, slovenskega srca. Vsak naj propade, kdor narod taji, še zemlja ne bo pila njegove krvi. Slovenski smo fantje od Soče doma, slovenskega duha, slovenskega srca. Se bomo mičkeno predstavili, ker verjetno nas marsikdo ne pozna. Včasih je bila vojska bolj velika, kot zdaj vidim.
Najprej vam bi čestital, ker ste tako srčno zapeli, tako da naš zborovodja je rekel, da tisti, ki hoče, takoj ga sprejemamo v svoje vrste. Tu ste se odrezali z odliko in vas je bilo res lepo videti. Vidim, da ste tudi vzgojeni lepo, ste se lepo razkrili pri himni. Lepo, da ne bom predolg. Predstavljamo štajersko-koroško-krajinski polk številka 5. To je bil za časa Avstro-Ogrske. V njem je leta 1914 služilo 51% Slovencev, zato se je imenoval tudi kot slovenski polk. Pojemo v uniformah tega polka, pojemo pa vse stare vojaške pesmi, ki so bile napisane do leta 1918 in nazaj, in nekatere majstrove pesmi. Zdaj bomo še eno pesem zapeli, ki pa vidimo, da imate harmonike, pa lepe glasove, nam boste pa verjetno pritegnili zdravi. Lepo se imejte še naprej. Hvala lepa pevskemu zboru Dragonarjev iz Bunca. Vojaške obveznike skupaj z dekleti povabim zdaj v komando, prvo nadstropje. Fantje, ki ste prišli z avtobusi, ste se na avtobusih že podpisali, ostali, ki ste na nabornih vozovih, vas moramo še podpisati pred dvorano, tako da počasi pridite gor, da začnemo še uradni del predstavitve. Ostali obiskovalci, vam pa svečujem, da si pogledate taktično-tehnični zbor Slovenske vojske in pa muzejske eksponate, ki so vam na razpolago. Hvala lepa.